Dobrodošli, pozdravljeni v novi predbožični epizodi oddaje Popotniški snet. Z vami sem moderator Tile Nipič, ki bom vodil današnji dogodek. Oddajo organizira Popotniško združenje Slovenije, torej organizacija, ki povezuje mladinske hostle po Sloveniji in deluje na področju mladinskega in trajnostnega turizma. V ta namen se zva veliko podjetij, veliko projektov, tudi današnja oddaja, in tudi takšni, kot je na primer spletna revija Globetrotter, v katerem lahko izbirate med različnimi popotniškimi vsebinami za prostočasno branje. Pri organizaciji sodeluje tudi MKC Maribor oziroma Mladi Maribor. Danes je z nami entuzijastična popotnica Teja Makuc, ki je že bila v naši oddaji, namreč skupaj sva midva predstavila pred nekaj epizodami Interrail popotovanje po Veliki Britaniji, kar v 2 delih. Tako da naša že redna gostja, Teja, sedaj z nami, torej da deli svoje road trip odkrivanje ene zelo zanimive dežele v Italiji, torej kljub zimskemu času se mi podajamo dokaj na jug. Tako da ja, Teja, lepo pozdravljena v oddaji. Torej, kaj nas čaka danes? Ja, lepo pozdravljeni tudi vsi z moje strani. Danes se bomo pa iz teh zimskih temperatur preselili nazaj v poletje in v čas, ko sem z družino z avtom odkrivala lepote vzhodne italijanske obale, natančneje pa smo se najbolj zadržali v regiji Apulija. Torej, verjetno bomo začeli z malo geografije, če se premaknemo k predstavitvi. Vse vas, gledalce in gledalke, pozivam, da svobodno postavljate vprašanja in komentarje, na katere bomo odgovarjali tekom dogodka, pa tudi na koncu. Tako da še preden pa začnemo, za vas je tudi danes organizirana nagradna igra, zato da lahko prejmete brezplačno popotniško majico. Torej, vprašanje in geslo, vprašanje sledi na koncu oddaje, geslo pa boste izvedeli med predstavitvijo. Tako da predno poslušajte in mogoče bo v naslednjih dneh boste prejeli popotniško majico. Tako da sedaj pa lahko pričnemo. Torej, jaz sem se s svojo družino 1 leto nazaj poleti odpravila na road trip po vzhodni italijanski obali in v bistvu smo štartali na Štajerskem in se potem odpravili proti Italiji. In tukaj na tem zadnjem vidu so označene naše postojanke. Ti, ki sta bolj severno, sta v bistvu bili naši postojanki, ko smo prespali na poti tja in na poti domov, torej da nismo v enem kosu cele poti prevozili. Te, ki so pa na desni sliki, pa so bolj ta mesta, ki smo jih potem raziskovali in bolj natančno si ogledali. Teja, če lahko za začetek vprašam, Italija ima te znano po teh deželah, darisane dežele. Koliko dežel ste vi prečkali, da ste prišli do te Apulije na skrajnem jugovzhodu? Mislim, da smo jih prečkali vse skupaj 7. In ja, tu ravno na tem območju, ko smo pa mi bili na koncu, je pa ta Apulija. Ok, zanimivo. Torej ste šli po tej zahodni, torej jadranski avtocesti, italijanski avtocesta, ki povezuje, mislim, da je od Bologna do Taranta, če se ne motim. Ok. Ja, in prva postajanka na naši poti je bilo mesto Rimini, ki je verjetno večini poznano kot zelo priljubljeno turistično središče, ki se sicer nahaja na severu Italije v regiji Emilia-Romagna. Tukaj smo pač mi prvo noč prespali, ko smo se peljali proti jugu. Se pa je v tem mestu rodil en zelo znan italijanski režiser, Federico Fellini, ki je za svoja režiserska dela dobil tudi 5 Oskarjev in to mesto je zelo ponosno nanj. Ima pa zelo bogato zgodovino. Če se premaknem naprej, v bistvu so na tem območju bili zelo prisotni Rimljani, ki so ga tudi ustanovili. O tem pa še danes pričajo številni ostanki njihove arhitekture in na teh slikah se nahaja eden takih primerkov in to je Tiberijev most, ki je star približno 2000 let. Povezuje pa ta strogi center mesta z eno četrtjo, ki jo bom potem opisala. Je pa zelo zanimivo, ker pač je most danes takšen, kot je bil 2000 let nazaj in zgrajen je pa iz istrskega kamna. Kot pa vidite tu na sliki, pa ga sestavlja takih 5 lokov
in do tega mosta je tudi taka sprehajalna pot ob morju, pa res je lepo osvetljen z lučmi. Še lepše pa je to, kaj je na drugi strani mosta, to vam bom pa pokazala kasneje. Če te lahko prekinem, torej ta most je ohranjen že 2000 let, če se ne motim, kot si povedala. Ja, res je. Torej, ampak ko si rekla, da to je mislila reko, ne, ob mostu, pač ta potka. Ja, Oziroma to je neki morski rokav, v bistvu reka se imenuje Marekija, ki pač sega noter v mesto, čez to je potem ta most speljan. Okay. No, to Borgo San Giuliano pa je mesto ribiške vasi, ki se nahaja na drugi strani tega mosta. Ta vas ali pa četrt ima tudi zelo zanimivo zgodovino, zato ker njej so v preteklosti živeli ribiči in mornarji pa obrtniki, vendar so njihove stavbe začele propadati v 20. stoletju in vlada mesta se je odločila, da bodo te stavbe porušili in zgradili novo stanovanjsko naselje, vendar so se prebivalci mesta temu uprli, ker so pač imeli radi ta del in so pričeli z obnovo. In v času obnove so hiše poslikali s takimi murali, pisanimi, ki jih lahko vidite tukaj na slikah. In tudi ta prej omenjeni režiser Federico Fellini je imel zelo rad ta del mesta, zato so še bolj ponosni na ta košček. In tudi med turisti je zelo priljubljen ta del, ker je tudi veliko restauracij in takih lepih kavarn, kjer se lahko v poletnih večerjih usedejo. Kaj pa drugače, kakšna pa je danes ta dediščina ribištva? Se vidi to tukaj v tem kraju še, mislim v celotnem mestu Riminija, ali je že vse mogoče bolj turistično, no to samo turizem? Na tem kraju je še kar ohranjena ta dediščina, ker ne vem, če se vidi, ampak tu ob vsakih vratih je na steni ena taka ploščica, na kateri je ime družine oziroma ime moškega, ki je pač, ali je bil ribič, če je bil ribič, mislim, da je ribiška ladja na sliki, če je bil mornar, je pa jadrnica. No in so to nekako tako prikazali na tak način. No. Sedaj pa se je pojavilo prvo vprašanje s publike, ki ga bom sedaj prebral. Torej, Natašo zanima, koliko dni ste bili na poti? Pa kdaj ste šli na pot tudi? Mi smo se na pot odpravili konec julija in v bistvu smo bili na poti 8 dni. Nazaj smo pa prišli v začetku avgusta. Torej, ste šli med turistično sezono in kakšen je bil obisk Riminija ravno med sezono, verjetno? Je bilo kar veliko ljudi, no sploh na plaži se je poznalo to. Če nisi dovolj zgodaj prišel, pač nisi imel kam postaviti svoje brisače, pa dežnika, ampak načeloma pa ni bilo, ne vem kako neznosno. Kljub množičnemu turističnemu obisku je še vedno vredno obiskati. Zagotovo. Drugače sem slišal, da tudi Rimini je mesto, ki ima eno izmed mest italijanskih, ki ima največ teh nastanitvenih enot nasploh. Tako da res vroča točka turizma, verjetno. No, na tem naslednjem slajdu pa lahko vidite ta glavni trg v mestu, ki je bil nekoč prav rimski forum. Tu se nahaja en kip papeža, pa te pomembne mestne stavbe. Mislim, da je potem uprava mesta tu noter naseljena. Tukaj pa imam še eno trdnjavo, ki se nahaja v središču mesta, trdnjava Malatesta. V času, ko so mi bili tam, so v poletnih večerjih na tem trgu pred trdnjavo organizirali takšne zanimive predstave. Mogoče se vidi na tej desni sliki, da je taka projekcija gor na to trdnjavo predvajana in igralci so igrali tam gor na obzidju, publika pa je tam od spodaj navzgor opazovala, pač mislim, da so ravno Petra Pana predstavljali. Ko so mi bili tam, se pa v tej trdnjavi nahaja tudi muzej od tega režiserja Fellinija, ki se ga prej omenjala. Je pa ta Malatesta, je pa bila ena zelo pomembna italijanska družina, ki je vladala v Riminiju, mislim, da v 15. in 16. stoletju.
teda se pač pozna ta njihov vpliv. Tudi na, recimo na tem templju, ki se imenuje po njih. V bistvu no, to ni tempelj, ampak je taka gotska frančiškanska cerkev, iz takega belega kamna zgrajena. Mi pa je na vhod tudi nekje prišlo, da naj bi ta družina v času svojega vladanja gostila tudi Leonardo da Vincija. Torej veliko ime zgodovine. Če te lahko vprašam, torej, kot si pri prejšnjem slajdu povedala, so bili igralci na obzidju. Če se vrnemo, mogoče na prejšnji slajd, tukaj, ja. In so bili torej osvetljeni, prav igrali so na obzidju, ostala projekcija pa je bila torej spodnje delo obzidja. Prav z reflektorji so pač bili osvetljeni, mi smo pa od spodaj navzgor gledali, kako so neke prizore igrali. Ampak to je bilo verjetno vse brezplačno, ne? Ja, seveda. Odprto za vse, torej, zvečerno. Zanimivo. Kaj je bilo tu večino Italijanov ali si prepoznala večino pač turistov tujih? Pa je bilo kar dosti Italijanov, no. Okay. Če se premaknem naprej, potem, ko smo prespali v Riminiju, smo drugi dan nadaljevali pot naprej proti mestu Vieste, ki se nahaja na polotoku, kot bi rekli na nekem tem žulju, ki ga ima italijanski škorenj. Tukaj čisto na rtu se nahaja. Zdaj, cestna povezava do tja je bila bolj tak, no, mi smo tudi zaupali Google Mapsom, ki pa so nas vodili po nekih vaških ozkih cestah, ker tu se avtocesta ne gre do sem, ne. Avtocesta gre ravno dol proti jugu, tu smo pa mi zavili dol z avtoceste na regionalno in smo tudi se malo lovili, no. Ampak to je že Apulija, ne, če se ne motim, ta regija. Ja, to je pa ta glavna regija, oziroma dežela, ki ste jo obiskali, ne, ta glavna. Ja. In tukaj vidite na zemljevidu, da se na tem območju nahaja tudi ta nacionalni park Gargano, ki je eden pomembnih točk v tej regiji, pač zelo zeleno, mi smo se, mislim, da tudi skozi peljali, in res taki gozdovi, zeleni, in res v poletnem času je bilo prav čudovito. Ta park je, kot sem slišal, tudi UNESCO zaščita ima, ne? Torej UNESCO zavarovan preko UNESCO, ne, če se ne motim. Res je. Če pa boste iskali kakšne informacije o mestu Vieste, pa boste zagotovo naleteli na ta monolit, ki se nahaja na tej levi sliki. To je v bistvu tak 27 metrov visok kamen, ki se nahaja tik ob obali. Več o njem pa vam bom povedala malo kasneje. Zdaj pa bi začela prvo s tem, kako smo mi bili sprejeti v mesto. V bistvu smo bivali pri eni Italijanki, njeno stanovanje je imelo ločen hod za njo, pa za nas. In ob prihodu nam je pripravila, mislim, da hladno vodo v hladilniku, dala nam je flaško domačega limončela, likerja in pa domače olivno olje. In potem, ker je moj oče tudi rojstni dan praznoval, nam je prinesla tako pecivo, ki ga vidite tu na sliki. In mislim, da je polnjeno s pistacijami in medom, okoli pa je to tako testo, kot bi bilo pri nas za flancate. Teda so bili zelo gostoljubni. Sicer angleško niso nič razumeli, ampak se je vse dalo dogovoriti z njimi. Torej ste prav bivali pri tako imenovanih lokalcih in doživeli prav pač za vas pripravili nekaj, no, kaj ste vi povedali tej lastnici, da ima tvoj ata rojstni dan ali... Ne, to je ona po mojem gotovila, ko smo ji dali pač potne liste, pa je pogledala. Okay. Torej vam pripravila nekakšno presenečenje, ne? Ja, res je. Na teh dveh slikah na levi pa lahko vidite, kakšen je bil pogled iz tega našega stanovanja. No. V bistvu smo mi tudi bivali v enem izmed takih starih blokov in je taka retro arhitektura, bi jaz rekla. Je pa mesto zelo znano po teh ozkih ulicah, čisto na desni sliki lahko vidite, no, po teh se pač zelo lepo sprehajati. Kot si prej omenila, kako so se sporazumevali večinoma Italijani sploh tukaj, po moje ne govorijo tako angleško, no? Verjetno ste morali bolj
se truditi kakšne italijanščini, ne? Vsaj malo. Ja, res, na srečo moj oče zna vsaj nekaj osnov italijanščine, ampak večino smo se bolj z rokami zmenili. Ste kretali. Ja, pa tudi mislim, da s pomočjo prevajalnika, če je res bilo nujno kaj, ampak načeloma je šlo. Potem pa mi smo bili bolj tak na obrobju mesta, v središču pa so bile take lepe, bele, kamnite stavbe, razne take cerkvice, ob katerih se je bilo pač lepo sprehajati. Vidite tudi dosti takih restauracij, pa kavarnic. Je pa bilo zelo zanimivo to, da če si v kavarni naročil kavo pri šanku in si pač tam spil tisti svoj espresso, si plačal recimo 1 evro zanj, če pa si se usedel za mizo, pa so ti prinesli kavo, pa je bila pač ista vrsta kave dražja. Ja, to je značilnost Italije, dobro si izpostavil, ja. To sem tudi slišal, da je res, ja, da je dejansko pri šanku cenejša kava, kot če ti postrežejo, ne. Zanimivo. V središču mesta pa velja tudi ta cona traffico limitato, ki je v bistvu taka posebna prometna cona, ki pravi, da pač se središče mesta zapre, mislim, da ob 8 uri zvečer ali pa še malo prej. In pač po tej uri vozila niso dovoljena v center, predtem pa pač lahko prosto vozijo. In tudi, če vidijo, pač če najdejo kako vozilo, ki je parkirano na teh cestah, ki se potem spremenijo v sprehajalne poti, pač ta cesta, mislim, ta vozila odpeljajo spajki in je pač bilo prav zanimivo, vsak večer smo gledali, koliko avtov so odpeljali. Okay. Pa tudi pač previdni je treba biti, ne? Če si ti nekje v centru, v neki nastanitvi, da pol ne parkiraš narobe, ne vede, ne. Kaj pa so pač razlogi, da se zapre, pač verjetno zaradi hrupa, če je res? Pa po moje bolj zaradi turistov, no, da imajo več prostora za sprehajanje, pa da ne vem. Seveda lokalni prebivalci, ne, da imajo tudi poleg turistov. To tudi, ja, seveda. No, to je bila ena taka zanimivost, ki je v Sloveniji ali pa nikjer druge še nisem zaznala. Ampak bo tudi kot opozorilo, no, pri prihodu na take kraje. Ja, ampak so res zelo strogi ti njihovi prometni policaji, teda se res držijo teh pravil. Okay. V mestu se pa nahaja tudi to stopnišče Ljubezni, ki je ena taka popularna turistična točka. Te stopnice, srčki, temi rdečimi, ki jih vidite na sredinski sliki, so zelo so visoke in na njih je napisano besedilo ene pesmi, ki govori o tem monolitu. In neki rek velja, da če se pač dva zaljubljenca ob hoji po teh stopnicah cel čas držita za roke, da bosta pač za vedno skupaj. Ok, zanimiva zgodba, mislim. Ja, to mesto je kar povezano s ljubeznijo. Ja, no, tukaj se pa nahaja slike plaž. Na levi sliki je ena plaža, v daljavi katere se vidi ta znan svetilnik. To je na eni strani tega rta, na drugi strani pa je plaža, ki se nahaja ob monolitu. In tukaj vidite te oranžne dežnike, ki se jih pač da zakupiti, seveda niso tako poceni. Pa mislim, da je na tem območju pač pred dežniki ta pas peska, da je na tem območju tudi prepovedano odlagati brisače. V bistvu lahko svoje stvari odložiš na nek kup, ne smeš pa brisače razgrniti, ker te pride pač ta varnostnik, no, reševalec, kao opozoriti, da tukaj ne smeš ležati na plaži. Zanimivo je, da na levi sliki vsaj je zelo malo, no, mogoče turistov na tej plaži, če gledamo to sredi julija. Ne, plaža zgleda pač res dostopna na morju, no, mislim, čudovita, peščena. Večina se jih kopa tu, ko so ti ležalniki. Ta je bila malo manj obljudena, no, zato smo mi ravno hodili na to, ker ni bila taka gneča. Zdaj pa pridemo končno do tega monolita.
ima svoje ime, reče se mu Picamuno. Legenda pa pravi, da bi naj bilo tako ime enemu mlademu ribiču, katerega ljubezen pa so ujele sirene in so jo nekako odpeljale na dno morja. In ta Picamuno se je vrgel v morje za svojo punco, ampak je ni mogel rešiti. In ker ko je bil utrujen, ni mogel več plavati, je v bistvu utonil in na tem mestu naj bi se pojavil ta kamen, ta skala, monolit. Obstajajo pa še neki drugi miti in legende, kot da se ti uresniči želja, če ga obkrožiš, pa da ta kamen tudi včasih izgine po noči. Zanimivo. Kje si pa slišala za to legendo oziroma te ostale pripovedke? Za to legendo sem pa slišala na enem izletu, ko smo šli z ladjico, ki ga bom opisala kasneje, nam je ta lokalni vodič to povedal. Lahko pa vidite, da do te plaže z monolitom se pride čez tako goščavo, to je taki zelo ozki potki, ko pa pridete na drugi strani ven, pa v bistvu vidite, da je taka lepa peščena plaža in spet pa na teh dežnikov z ležalniki, tukaj pa jih ni, pa se pač v bistvu lahko prosto kopaš. Če smo mogoče malo kritični, ravno ne pašejo poleg, mislim, ali kak je bilo tebi občutek, ko si bila tam? Ja, si bila ti tam. V bistvu je tako hecno, kot da delijo na dva sloja turiste, na tiste, ki pač si plačajo ležalniki, na tiste, ki si ne, ker je ta monolit tako strogo loči to plažo na ta dva dela. To je pravi mejni kamen, torej, med tistimi, ki plačajo ležalnike, pa tistimi, ki jih ne. Zdaj pa sem prišla do tega svetilnika. Svetilnik se nahaja v bistvu na enem takem malem otoku, ki ni naseljen. Še vedno deluje, ampak je avtomatiziran. In kaj pa je zanimivo, pa je, da se lahko ti v bistvu po morju sprehodiš do svetilnika. Voda je tako plitka, da se ti lahko sprehodiš od plaže, ki sem jo pokazala nekaj sleda nazaj, do tega svetilnika in lahko pač po takem lesenem podestu pač se sprehodiš prav do njega. Ampak sem se sprehodila jaz, ampak nisem imela telefona zraven, da bi slikala. Je pa poln galebov, ta otok, da moraš res paziti, kam stopiš, ker se pač ti iztrebki galebi vse posod tam nahajajo. Je pa res zanimivo, je res tako plitka obala tukaj. Kakšen je razgled svetilnika? Ja, zdaj gor se ravno ne moreš povzpeti, ker je zaprt, oziroma pač piše, da je to območje omejenega gibanja, ampak iz tega otoka pa je zelo zanimivo, da vidiš potem pač celo mesto v bistvu. Kako pa je pogled torej proti celini, mislim, ta regija je bolj ravninska, gričevnata? Če tako malo vprašam. Bolj je gričevnata, tudi mesto se nahaja na takih, ne bi rekla klifih, ampak je malo dvignjeno nad morjem. Če pa nadaljujemo po morju, smo se pa mi tudi en dan odločili, da gremo obiskati te morske jame, ki jih je ob obali, mislim, da okoli 20. Izlet, mislim, da je stal 25 € na osebo. Se pa je šlo s točno to ladjico, ki jo vidite na sliki na levi strani. Izlet je trajal 3 ure približno, pa vmes smo se tudi ustavili, da smo se na eni plaži lahko kopali. Na ladji je bil pač en ta kapitan, pa še vodič, ki nam je pripovedoval te zgodbe. Pa, kaj je še bilo zanimivo, da so na ladjici tudi stregli kavo, za 1 € si dobil tam. Vmes, ko smo pač se vozili, si tudi dobil kavico. V bistvu smo obiskali več teh jam, ki so raznih oblik, ki mogoče koga spominjata levo spodaj na tjulnja. Pa tudi, ne vem, zanimivo je videti to sestavo teh klifov, ali pa, ker so res tako v poplasteh zgrajeni. Ko flišni te klifne, ki imajo te, ki se vide te sloje oziroma te ločnice, jasne, ne?
Čeprav je pač verjetno isti material oziroma ista kamnina. Ne? Ja. Aha. Še bom edino povedala pri tem izletu, da mi smo kupili karte za en dan, vendar je bilo morje tako valovito, da pač takrat nismo mogli izkoristiti. Teda res preverite pač, da so vremenske razmere ok, preden kupite karte. Ker če ne, pač če si recimo zadnji dan potovanja planirate ta izlet, mogoče ne boste mogli iti, če bo morje preveč valovito. Je pa več teh ponudnikov takih izletov, vsi pa se v pristanišču oglašujejo in prodajajo karte, tako da je treba do pristanišča iti kupiti. Prej si pa omenjala, da so vas peljali na eno določeno plažo. To je mišljeno na plažo, do katere ni dostopa s celine, verjetno, ne? Ja, tako je. Plaže se je reklo Vinja Nautica in je tudi taka, en del je tudi z dežniki, pa ležalniki, pa neka restauracija je sicer, ampak je samo z ladjo dostopna in veliko ljudi tudi čolne najema, ali pa svojimi se tja odpelje, tako da tudi, ker glede času pa bili zelo veliki valovi, ampak morje pa, tako kot na slikah vidite, pač sinje, modro. Če se ne motim, je za to območje verjetno značilna čista voda. No, že po slikah lahko vidimo fotografije, drugače pa tudi, ne, na območju tega nacionalnega parka, ne, Gargano, če se ne motim, ko si prej omenila, je zelo čista voda tukaj, ne? Ja, res je zelo čista voda, pač nobene morske trave, meduz, živali, nič. Ampak mislim, glede odpadkov pa... To pa tudi ne. Naslednje mesto, ki smo ga obiskali, se imenuje Monopoly, da je mogoče spominja na tisto družabno igro, ampak nima nobene veze s tem. Nahaja se potem tu južneje od Vieste. Na levi sliki pa je en trg v mestu. Zdaj, po čem je mesto znano? Tudi po teh belih stavbah ob morju, po teh ozkih ulicah, takih butičnih kavarnah, kjer se je lepo sprehajati v poletnih večerih. Kar pa je bilo meni tako zanimivo, no, zelo velik problem je s parkingom, ker v bistvu mi smo imeli brezplačen parking kjerkoli po ulicah, vendar ga je bilo zelo težko najti, pač, ker je bilo vse zaparkirano vedno. Teda je problem, pa če greš z avtom na kaki izlet, da pol mogoče ne boš našel več parkirišča v bližini tvoje nastanitve. Pa imajo zelo poseben sistem zbiranja odpadkov ali pa odnašanja odpadkov. Vsi prebivalci imajo taka neke vrste vedra za te različne tipe odpadkov in pol vsak večer pred vrata nastavijo in odpadke odvažajo po noči. Čisto vsak dan vem, da zagotovo biološke odpadke vozijo, zato ker Italijani jejo veliko rib in pol, da ne bi to preveč smrdelo, so se organizirali tako, da vsak dan odvažajo odpadke. In kako je, če po noči odpreš okno na ulico? Jo, jaz nisem zaznala nekih neprijetnih vonjav, ampak verjamem, da se to lahko zgodi. Tu so še malo na slikah te ulice mesta. Na tej levi sliki mogoče opazite, tam čisto na levem delu eno tako vozilo, kot neki papamobil. S tem so prevažali turiste po mestu. Na desni sliki pa lahko vidite te italijanske vespe parkirane v središču mesta. Torej, na levi sliki fotografiji lahko bolj vidimo mogoče turistično prevozno sredstvo, na desni pa za lokalce prevozno sredstvo. Ja, en taki kontrast. Kaj si mogoče videla, če se kateri turisti si izposojali vespe, oziroma je to mogoče, če kaj veš o tem? Mislim, da ne, no. Nisem jaz nič videla, nobene agencije, ki bi to prodajala, ali pa turistov. Ker vsi vemo, da Italijani niso ravno najboljši vozniki, tako da ne vem, če si kdo želi sam na cesto med Italijane. Ta stereotip verjetno prepričuje, če se malo hecamo, ne, da ne bi bilo toliko, ja. No, mislim, glede prometa v Italiji. Okay. Se pa v mestu nahaja eno tako zelo staro pristanišče, ki je tudi tako lepa točka za pogledati.
Ne vem, če se vidi na tej levi sliki, so taki modri čolnički, niso po naključju vsi modri, reče se jim gozi, torej en čoln je gozi, več čolnov je gozo. In to so taki čolni, ki so prav značilni za to območje, poslikali so jih lokalni umetniki in uporabljajo se pa pač za lovljenje rib in drugih morskih živali v teh plitvinah. So pa dolgi do 5 metrov, pa poslikani s poslikavami lokalnih umetnikov. To moram omeniti, da me spominja na te ribiške čolne, lucuje, če sem prav rekel, lucuje na Malti, no. Tisti, ki ste bili tam, ste jih verjetno zaznali, no, tak simbol Malte, no. In so res podobni temu, samo mogoče, da so tisti bolj pisani, ampak tudi imajo modro barvo, no. Tak, res. Očitno, modra barva že nekaj pomeni v tem. Ja, če že ne povezava z morjem, ima neko vrednost, verjetno, no, to tak nek lokalni element, no, prikazuje to. Naslednje mesto, ki smo ga obiskali, pa je bilo Alberobello. Tukaj na zemljevidu je označeno, to se nahaja malo bolj v notranjosti regije, ne več ob obali. Najbolj znano pa je verjetno po teh hiškah, ki jo vidite, primer katere vidite tukaj na levi sliki, in tej hiški se reče Trullo. In v mestu se nahaja pač cela taka naselbina takih hišk. Zanimivo pa je, kako so jih postavili. V bistvu so se italijanski plemiči odločili, da na to območje ne bodo postavili stalnih bivališč, da se bodo izognili plačilu visokih davkov, ker to območje ni smelo biti stalno naseljeno. V stilu nekih ut ali pa skladišč so za svoje delavce in kmete zgradili take začasne hiške. Grajene so iz, mislim, da apnenca, ogrodje je leseno noter, pa prav zato, da se lahko hitro podrejo. In nekako je potem ta gradnja ostala tudi do danes. So pa vse so pritlične hiške, pa kar je še zanimivo, recimo, če je neka večja družina bila, niso mogli vsi v enem tem Trulliju živeti, ampak so v bistvu kot neke skupnosti teh hišk delali, ne. Recimo, da je ena velika družina tudi 12 takih hišk potem imela. Ampak, če se tukaj vprašam, no, pri teh Trullih, ti so verjetno tudi zaščiteni, ne, ta arhitektura? Ja, od leta 1996 so na seznamu UNESCO svetovne dediščine in so prav zaščiteni. Torej smo izvedeli še točno letnico, kdaj so bili zaščiteni. Ja, že dolgo Kdaj so zaščiteni? Tukaj vidite na slikah, no, koliko teh hišk se nahaja v mestu. To je na enem takem hribčku in se vi pač po teh takih poteh spenjate med temi hiškami. Veliko hišk je odprtih tudi za turiste, se v njih nahajajo razne trgovinice, spominki ali pa z lokalnimi izdelki. Mnoge so še vedno naseljene, mislim, lokalni prebivalci živijo v njih, ampak to mogoče na enem drugem delu, ki ni tako turistično obiskan. Ja, mogoče pa na slikah vidite, no, da imajo ene simbole narisane gor, pa tudi, da se te bele kapice ali pa špici razlikujejo po obliki. In to ni naključno, ampak ima vsak ta simbol in vsaka ta kapica ima svoj pomen. Noben ne ve točno zakaj, ampak ti simboli se delijo v 3 različne skupine. Eni so krščanskega porekla, eni so neki primitivni, drugi so pa astronomski oziroma magični. Tu je ta legenda, kaj pomeni, in mislim, da so tudi za razne planete in te krščanske osebe. Torej, ko si mislila primitivni, to je verjetno zelo, zelo staro zgodovinsko mišljenje, mislim, pomeni zelo zgodovinski pomen, starodavno, lahko rečemo. Ja. Ampak
tukaj vidim, da je to vse v italijanščini, ne? Torej ni nikjer bilo v angleščini napisano mogoče za turiste, če je tako velik obisk tukaj. Mislim, da je bilo nekje, ampak jaz sem slikala tu ravno v italijanščini, ker pač ne vem, Okej. da je, ja, to se mi je zelo zanimivo, no, tukaj so bili najprej okoli tisti simboli, pa še razlaga. To si fotografirala zato, ker ste verjetno vadili bolj italijansko kot angleško in ste se navadili. Ja, Okej, skoraj, ja. zanimivo. Tukaj so pa še ti posebni trulji. Zgoraj levo sta trulja dvojčka. Vidite lahko, da sta tu strehi povezani in v bistvu sta združena. Spodaj levo vidite edinega dvonadstropnega, ki se nahaja v tem mestu, in to je Trullo Sovrano, v katerem je tudi muzej, ampak mislim, da zaračunavajo neko stopnino zanj. Na desni strani pa vidite cerkev, ki je zgrajena v tem slogu. Teja, če te lahko vprašam, si videla, da bi v katerem od teh hišk tudi bil kakšen nastanitveni obrat, recimo ki mali hotelček, karkoli, da bi lahko turisti prespali? Ja, sem videla, da veliko teh oddajajo za turiste in mislim, da je ena taka neprecenljiva izkušnja, če uspeš si rezervirati in bivati v tej hiški. Pa verjetno izredno draga tudi, če se ne motim. Ja, verjetno je cena primerna te. Verjetno nisi preverila, no mislim, se niste bivali tukaj. Kaj pa drugače, zdaj je dobro, da midva še enkrat izpostavimo. Kako se reče tem hiškam? Ja, eni hiški se reče Trullo, Okay. Če pa govorimo o večjih hiškah, pa se reče Trulli v množini. Okay. Torej, vse gledalce in gledalke pozivam, da si to poskušate sedaj zapomniti. No? Med tem pa se je pojavilo tudi novo vprašanje s strani publike, ki ga bom sedaj prebral. Torej, Anja zanima, tvoja najljubša jed, ki so jo okusila na poti. Torej, če gledamo za široko celotno popotovanje zaenkrat. Do tega mesta, kjer smo to jedli, še sicer pridem, ampak jedli smo tako znamenito italijansko jed, focaccio, taki kruh z olivnim oljem in različnimi dodatki. Sicer pa smo si jo privoščili v mestu Polignano a Mare. Je pa taka, mislim, zelo znana, kako bi rekla, ne pekarna, ampak prav obrat, ki samo te focacce peče. Pa ti si lahko sam izbereš, katere dodatke boš imel, pa mislim, da po teži določijo ceno, je zelo priljubljeno. Ampak ta jed je značilno tudi za slovensko primorje, no slovensko primorsko za Istro tudi, ne, če se ne motim. Mislim, da jo. Tudi, mislim, sem jo že jedel, no, kako se reče focaccia, ne, če se ne motim. Ja, focaccia. Ja, sem jo tudi že okusil slovenske Istre, no, pa, okej. Naslednje mesto, ki smo ga obiskali, pa je Martina Franca, ki se nahaja tukaj, vidite na zemljevidu, še bolj južno od Alberobela. Zdaj mesto se imenuje tako, ker je njegov zavetnik Sveti Martin. In se tudi nahaja na takem hribčku, kot lahko vidite, to je slika iz avta, ko smo se peljali proti njemu. Ima pa tudi to je značilne bele barve. Zdaj v mesto stopiš skozi ta baročni slavolok, ki ga vidite na levi, in vse ulice so pač v bistvu take podobne, svetlo-rjave barve. Res je bilo vroče, ko smo bili tu, tako da nismo se predolgo zadrževali na tej poletni vročini. Ampak ja, mislim, da pa je tukaj na sliki na desni bazilika tega svetega Martina, tudi zgrajena v baročnem stilu. Tukaj pa še nekaj slik teh ozkih ulic, ki so pač res nekaj posebnega, značilne za Italijo, pa tudi veliko jih ima te rože, pa perilo sušijo dol z teh balkonov in res je tak zanimiv občutek, ko se sprehajaš to skozi. Ampak se vidi tudi, kaj počnejo domačini v tem času, no, lokalno prebivalstvo, njihove navade, mislim. Ni to samo za, tako bi rekli, turistično mesto, ali se dejansko vidi, tako si rekla, ravno s tem sušenjem plačila in tega, da so še vedno pač prisotni lokalno prebivalstvo tukaj, ali so se že bolj na obrobje izselili, kaj meniš? Ja, mislim, da je to eno tako manjše mesto, v katerem ni toliko turistov, ali pa ne toliko vplivajo na lokalno prebivalstvo, tako da niso
so še kar ostali. Ampak To mi se je dobro, torej, ne? Ja, ampak mi se res nismo dolgo zadrževali tudi, tako da nisem čisto dobila še občutka. Okay. Ampak verjetno ja. Pojavilo se je tudi novo vprašanje s strani publike. Ksenija zanima, kakšni so tvoji vtisi o Italijanih in katero mesto, ki ste ga obiskali, ti je bilo najbolj všeč? Ja, Italijani so se mi zdeli kot zelo gostoljubni gostitelji, pač vse posod, kjer smo imeli res dobre izkušnje z njimi. Res so zelo glasni, pa ko greš po ulicah, se res glasno pogovarjajo, pa imajo te neke svoje rutine, recimo zvečer, če se sprehajaš po teh ozkih ulicah, so eni gledali televizijo na ulicah ali pa se tako dobili prijatelji, pa se pogovarjali. Se mi zdi, da kar držijo te neke predstave, kaj jih imamo o njih, ampak v pozitivnem smislu. Ne bi nič kaj kritizirala. Mesto, ki pa mi je bilo najbolj všeč, ki smo ga obiskali, pa bi rekla, da je Vieste. Tisto je res bilo nekaj posebnega. Ko si prej omenila, kako so lokalci družijo, no, torej tudi, verjetno tudi te večerje, pozno večer, no, v noč, ki potekajo, pa tudi te večerni sprehodi, kakorkoli. Zvečer, kak je že značilno v Italiji, da se, oziroma ko se zvečerno, da je treba domačine, da se pozdravljajo vsi med sabo, tudi turiste, ne, buonasera, da je tako kulturno, no, družbeno, da je potrebno pozdraviti, da se vsi med sabo pozdravijo, no, ne tako v katerih drugih mestih, ne, ko je značilno, da pač se v mestih ne pozdravlja toliko, ne, bolj na vseh podeželju, je tukaj kultura takšna, ne, da se vsak drugega pozdravi, ne glede to, ali turista, ali domačin. To si kaj zasledila, mislim? Pa jaz ne spomnim, da bi nas kdo tako pozdravljal, ampak verjamem, da znajo biti užaljeni, če te on pozdravi, ti pa njega ne nazaj. Ali pa, to tako ali tako, ja. Ja. Rada bi pa še povedala, da tudi pač tu, ko se vozite med temi različnimi majhnimi mesti, boste vse povsod videli trulje ob cesti, ker v bistvu so to neke ruralne stavbe ali pa zgradbe, ki pa so se v Alberobelu pač res spremenile v neko mesto. Ampak tu na poti pa se povsod vidijo, ne samo v Alberobelu, ampak med vsemi temi mesti se nahajajo. Tukaj vidite pa že novo postojanko in to je bilo mesto Ostuni. Tukaj spet vidite, da je tako belo obzidje tudi nekje na hribu in temu pravijo tudi Italijani Belo mesto, prav zaradi teh pač belih zidov. Tukaj lahko vidite še več primerkov tega, pa to mesto, tukaj je pač mesto slikano bolj iz daljave. Mi smo se tudi tukaj pač sprehajali po teh ulicah, pa uživali. V središču mesta pa je ta katedrala Santa Maria Assunta, ki je tudi tako zelo velika in mogočna. Pa tukaj še nekaj teh utrinkov iz mesta, take lepe kavarne, ozke ulice, pa lepi trgi. Je tudi tako malo mesto, no, ampak je vredno obiska. Predzadnja postojanka pa je bilo mesto Polignano a Mare, ki se nahaja že bolj severno. Mogoče se sprašujete, kaj se nahaja tu na teh dveh slikah. V bistvu, takoj, ko smo prišli v mesto, smo bili priča eni italijanski poroki. In na spodnji sliki se vidi, da pač oni so na poroki zakurili bakle, ki jih mi pri nas zakurimo na kakšnih navijaških tribunah. Oni so pa tu v času poroke pač to prižgali in so cel šov naredili s tem. Mislim, tu se res prava turistična atrakcija je postala ta poroka. Kot iz nekega italijanskega filma, bi rekla. Ampak je bila tako odprta ali so pač samo mimoidoči se ustavili in opazovali, kaj se dogaja? Na zgornji sliki levo se vidi mogoče turista bolj kot kakšnega deležnika poroke. Ja, res je bilo težko ločiti, kdo je zdaj udeleženec na poroki, kdo pa turist, ampak kar se množica tu zbrala okoli. Ampak ni izgledalo, da bi jih motilo to. Se mi zdi, da so Italijani kar tako odprti.
No, če se vrnemo na samo mesto, je to verjetno najbolj poznano po teh klifih in morju in tej plaži v zalivu. Iz teh več kot 20 metrov visokih klifov so nekaj let nazaj organizirali tudi to tekmovanje Red Bullovo, pač skoke z teh klifov. Lahko pa vidite, da je na tej plaži kar velika gneča in mi se to res nismo kopali, ker pač ni bilo prostora. To res zgleda kot nekakšno mravljišče, no. Sem te ravno mislil vprašati, če ste se uspeli prebiti do vode, ampak si povedal, da ste niste kopali, tako da. Ne, na tej plaži se nismo, mislim pa, da smo se na eni drugi potem uspeli. To je primer tega hudega masovnega turizma, teh letoviščih, oziroma teh ob Jadranski obali, no, že, ki se no. V samem mestu pa so spet take peščeno-rjave stavbe. In po čem je še to mesto znano, no, poleg teh klifov in obale? V tem mestu se je rodil avtor ene izmed najbolj predvajanih, najbolj znanih italijanskih skladb, Nel blu dipinto di blu ali Volare, je naslov. In ta avtor je Domenico Modungo. In po mestu so pač z temi lučkami je napisano to besedilo. Zdaj, mogoče se vidi na zgornjih dveh slikah na levi, da so neke besede zapisane. Je pa to sigurno lepše po noči, ko se pač te lučke prižgejo in se lahko sprehajaš. To je pač cela ulica s tem besedilom in prav celotna pesem je zapisana tako s pomočjo teh luči. To je še en taki posebni dodana vrednost takega mesta. No. Torej se lahko sprehajaš in si prepevaš. Ja, se mi zdi, da mesto kar kliče potem, da bi si začel peti to pesem, ko se sprehajaš tam. In še naša zadnja postojanka na poti je pa bilo mesto Misano Adriatico. V bistvu to je spet v regiji Emilia-Romagna. Vidite tudi na zemljevidu, kako blizu je pač to mesto Riminiju. Tukaj smo se ustavili na poti nazaj. Na tej sliki je pa tak en primer takega hotela, ki jih je v tem mestu res veliko. Mesto je pa znano predvsem po dirki MotoGP, ki se tukaj odvija. Glede na to, da smo mi tu samo prespali, nismo ravno veliko časa preživeli v samem mestu, ampak se vseeno posnela nekaj slik, iz katerih se vidi, da ima mesto tako burno nočno dogajanje ali pa življenje. Res je veliko teh zabaviščnih parkov za otroke, pa karaok, pa barov na prostem in Italijani in turisti dolgo v noč še tukaj uživajo. Čisto zgoraj desno pa lahko vidite tako sprehajalno rivo, ki se nahaja ob morju. V tem mestu, ja. Torej, zdaj smo, popravimo, če se motim, prišli do konca tega road tripa. Tako je. Zdaj vrnitev nazaj je bila torej bolj tudi zanimiva ali dokaj hitra, no? Ja, se mi zdi, da je bilo dokaj hitro, ja. Nič vrednega omembe mogoče, no, tako kot seveda na poti sem. Ne, edino to, da so nas v Sloveniji pričakale res zelo dolge kolone na bencinskih servisih, ker so se res, veliko ljudi se takrat vračalo v Italijo. In res komaj, da smo prišli do nekega prostega bencinskega servisa, ker pač smo nujno rabili gorivo. Edino to, no. Torej, s tem smo prišli do tega road trip potovanja, oziroma v našem primeru lahko rečemo do konca avtoceste, avtostrada Adriatika, no, te jadranske avtoceste v Italiji. Za vse, ki ste bili danes z nami, upam, da ste uživali, da ste se veliko naučili in dobili kakšno idejo za potovanje v prihodnje. Sedaj pa sledi nagradno vprašanje, ki vam lahko prinese popotniško majico. Torej, nagradno vprašanje se glasi: kako se imenujejo hiške v mestu Alberobello, ki so bile predstavljene skozi tajne fotografije? Torej, ponavljam, kako se imenujejo hiške v mestu Alberobello? Torej, pravilen odgovor oziroma geslo nam posredujte na spletni naslov popotniškega združenja z vašim imenom in priimkom, naslovom in številko majice. To morate storiti seveda do jutri, do 12. ure. Tako da izmed vseh poslanih pravilnih odgovorov bomo pa izžrebali
srečne dobitnike popotniške majice. Teja, hvala, da si bila danes z nami in si se potrudila za nas. Hvala tebi, Hvala. da si me gostil. Z največjim veseljem, upam, da se še vidimo v prihodnje v oddaji. Hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali. Posnetek te epizode bo kasneje objavljen tudi na YouTube kanalu Popotniškega združenja in v obliki podcasta na temu namenjenih aplikacijah. Do naslednjič, veliko potujte in prav tako pa vam želim vesele praznike. Bon voyage!